slike do besede. Od slike do besede. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Lep pozdrav pa tudi gostu, avtorju knjige Teološki temelji morale. Z nami je dr. Ivan Štuhec. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radia. Torej, dolga leta ste predavali moralno teologijo na Teološki fakulteti in verjetno ste to knjigo, ne bom rekla, pisali po nekih povzetkih, ampak je vse, kar je v knjigi, natančno preštudirano, premišljeno in se mi zdi, da kogar zanimajo teološki temelji morale, bo zagotovo našel kakšen odgovor v vaši knjigi, kaj ne? Ja, tako kot ste rekla, 30 let sem predaval moralno teologijo, osnovno in pa družbeni nauk cerkve, vmes tudi še kakšno druge specialna področja, ampak v vsem tem času, ko sem bil predavatelj, ker sem imel še nekaj drugih velikih dolžnosti, ni bilo tistega miru in časa, ko bi lahko naredil nekaj vrste sintezo nekega temeljnega dela, ki mislim, da ga potrebujemo v slovenskem prostoru, čeprav smo v času mojega predavanja, predvsem po zaslugi takratnega kolega Mlinarja, dobili prevod Heringove moralne teologije, ki je na nek način predstavljala vstop v moderno moralno-teološko literaturo po drugem Vatikanskem koncilu, vendar nismo pa imeli do sedaj domačega dela, ki bi se lotilo te vrste temeljnih vprašanj osnovne moralne teologije. Morda je dobro, da na začetku tudi pojasnivam, torej moralna teologija kot veda, kot teološka veda se deli na temeljno ali osnovno in pa na posebna vprašanja. O vesti bova rekla nekaj, Ivan, tudi z vestjo ste šli tako zgodovinsko, a ne, v Svetem pismu, najprej v Stari zavezi, pa v Novi zavezi. Seveda hebrejščina nima takega besednjaka, da bi do te vesti prišla, imajo pa srce. Tako, ja. Tu morda, ker vem, da so postali so nastali nekateri nesporazumi, ne. Sveto pismo Stare zaveze ne uporablja pojem, ki bi bil enakovreden našemu pojmu vest, ne? Ampak uporablja srce ali pa tudi ledvice in pa drugi organi. Človeški organi so nekako služili v Stari zavezi za pojasnjevanje tistega, kar bi ne bilo središče človekovega duhovnega sveta, ne? Seveda potem Nova zaveza in apostol Pavel, ki je že v veliki meri prevzemal tudi grško terminologijo in sprejemal skratka tudi etične kreposti in slabosti, ki so jih Grki razvili, ne, je on potem tudi že uporabljal ta pojem. Ja, zdaj pri samem pojmu vesti, jaz pač tu nekako problemsko prikažem ta dva nivoja vesti, to se ne bova midva zdaj tu spuščala, in sicer je tu prišlo tudi do neke terminološke napake v prepisovanju latinskih izrazov in tak naprej, ampak pustimo to. Skratka, vest, kaj je vest, ne?
kaj je vest? To je po mojem aktualno za vsakega vprašanja. Ali pa kako razumeti vest, ne? Seveda vest je po eni strani, to se mi zdi, je Avguštin zelo dobro ilustriral, ko je rekel, središče vesti je tako, kakor pri plamenu sveče, tisti notranji modri del ob plamenčku, ki je prozoren, skozi katerega na nek način vidiš, ne? Potem pa je on rdeči del okrog ali pa rumeni del, ki pa ti ne omogoča, da skozi vidiš. Torej, vest ima dva nivoja, ne? Ena je ta, rečemo temu, pravest, ne? Ki je dana vsakemu človeku na ta način, da ti tega v sebi ne moreš do kraja zadušiti, zatreti, čeprav recimo, ko gre za vprašanje tako imenovane temeljne odločitve, ne, to tudi jaz v zadnjem poglavju potem razvijam, z mnogimi konkretnimi dejanji ti lahko to svojo pravest tako utišaš, da se ne bo več oglašala. Ampak potem pa imamo recimo druge pojave, ki pa govorijo, da tudi če z hudimi dejanji to nekdo v sebi zatre in otiša, se da to prebuditi. Zato je smiselno delati z vsemi kriminalci, vsemi, ki so koga umorili, ubili in tako naprej, da se jim pomaga prebuditi nazaj to, kar v njih je, ta občutek pravesti, kaj je prav, kaj ni prav, kaj je dobro, kaj ni dobro. Po drugi strani pa seveda sodba vesti ali pa moja odločitev, ko se jaz za neko stvar odločam, to pa ni preprosto tako, ne, da meni vest kot moj neki subjektivni, individualni pokazatelj že vse pove. Ne, tako ne gre, ne. Jaz si vest oblikujem, vsak si vest oblikuje. Oblikovali smo si jo kot otroci vizavi starša, smo si oblikovali v šoli, smo si jo oblikovali skozi življenjske izkušnje, ki smo jih potem imeli. Tudi skozi življenjske stranpoti in padce se oblikuje naša vest. Potem smo jo oblikovali preko javnega mnenja. Mi v cerkvi jo moramo oblikovati tudi v odnosu do tega, kar cerkveno učiteljstvo recimo pove. Vse to si ne izmišljuje papež sam, ne? Čeprav se njemu pripisuje, tako kot se Mojzesu pripisuje 10 zapovedi, ampak vse si ni Mojzes izmislil 10 zapovedi, ne? Tako si papež ne izmisli vseh dokumentov, ampak v ozadju je tu nek proces, je tudi neka teološka diskusija, ki traja lahko desetletja, predno recimo pride do neke odločitve. Morda bodo ljudje to ne bodo razumeli, če rečem, pogledajte, kako dolgo traja zato, da je cerkveno učiteljstvo dalo neko zeleno luč za Medžugorje. Ne? Ni na vrat na nos skočilo od veselja, pa rekel, super, da se je Marija spet prikazala, vsi lahko greste tja. Ne gre tako, ne moramo tako delati pri dobeni stvari. In zato seveda tudi nauk cerkvenega učiteljstva je premišljen, je tudi pogojen kulturno in terminološko pogojen tudi z nekimi filozofskimi in družbenimi ozadji. Vse to moramo videti, predno potem lahko neko stvar zaključimo, pa rečemo, aha, to stališče pa je zdaj tako trdno in tako gotovo, da tudi mene obvezuje. To je torej neki celotni proces. Zdaj pa imamo tu eno veliko težavo. Ne? Velika težava pa je ta, da je svoboda postala edini kriterij. Ne? In kar jaz čutim, ne? Mi imamo tudi to znamenito geslo I feel Slovenija, ne? Jaz čutim Slovenijo, mi čutimo Slovenijo, ampak jo v javnosti in v tujini dostikrat prezentiramo na popolnoma napačen način, ker sploh nima z Slovenijo kot celoto dobene zveze, ampak samo to, kaj jaz feel, kaj jaz čutim. Ne? In mislimo, da smo zdaj pa celo Slovenijo predstavljali. Ne, nismo je, ker je ne moramo. Ne? In zato je ta subjektivistični, individualistični princip postal edino merilo, za katero rečejo ljudje, ja, jaz se pa tu sklicujem na svojo vest. Ja, okej, ti se sklicuješ na svojo vest, ampak ta tvoja vest je lahko zelo individualistična in ne upošteva argumentov in dejstev nekoga drugega ali pa neke skupnosti, v kateri živimo. Vse smo prej imeli to diskusijo, recimo tudi o teh transspolnih zgodbah in tako naprej. Ne? Tu so argumenti za in proti. In recimo
pametna politika bo upoštevala argumente za in proti in se bo odločila na podlagi racionalnih argumentov, ko bo delala zakon. Če se odloči na podlagi iracionalnih argumentov, ki so jezik moči in oblasti, potem seveda pelje družbo v napačni smeri. In tako je tudi, ko gre za našo vest, ne? Naša vest je v končni fazi naša vest. Ne? Je ni, namesto moje vesti ne stoji ne papež, ne škof, ne vem kdo, ne? Tudi predsednik države ne, ali pa predsednica. Jaz imam svojo vest, seveda imam svojo vest, za njo odgovarjam jaz, ampak moram pa seveda upoštevati vse stvari, ki so relevantne pri neki odločitvi, ki jo naredim. Ja. Kaj pa, če bi vzela recimo to našo strahotno polpreteklo zgodovino, a ne? Ko je bilo mnogim ukazano, da morajo pomoriti razrednega sovražnika in je Slovenija zdaj prepolna ljudi, ki ležijo brez sodbe, pobiti po vsej državi praktično, pa se zdaj že zbuja malce tudi vest ali pa neki občutek, da tisti ljudje, ki so pa pobijali, so bili ravno tako reveži, ker so to morali storiti. In imejmo sočutje do njih, zato ker so tudi oni plačali svojo ceno, reveži nikoli več niso spali v temi, vedno je bila luč prižgana, dobro, drugi so pa dobro živeli na račun teh. Kako ravnati v tem primeru, da bo prav? Ja, zdaj tu ste nama odprla Pandorino skrinjico slovenske preteklosti. Ne bomo verjetno težko vse vidike razrešila v tem najnem pogovoru. Jaz sem v zadnjem delu svoje knjige tudi kot nek, recimo, primer, ne, vnesel komentiranje Kocbekove blažene krivde. Ne. Letos ima maturanti to za maturitetni esej, ne, kar se mi zdi vredno, ne, da končno je tudi nekaj takega prišlo v maturitetno gradivo. Zdaj, pri tej blaženi krivdi je zanimivo to, ne, da tisti, ki so ga določili šefi za likvidacijo, se s tem ne more sprijazniti. In ima tu resen notranji problem. S čim oni utemeljujejo, da je to brez pomena, kar on čuti, utemeljujejo s tako imenovano meščansko moralo. Češ, to je meščanska morala, ti moraš gledati v prihodnost naše družbe, ki jo bomo naredili, in za ceno te družbe, ki jo mi delamo in jo naredimo, moraš biti tudi pripravljen ubiti tistega, ki je naš sovražnik. Torej, ker smo v letu upanja. V ljudeh so prebudili neko upanje v neki svet, ki ga v realnosti še ni bilo, ampak nekdo ga je skonstruiral v svojih glavah, potem je to prešlo v oblastne sfere in ti ljudje so imeli tako moč, da so drugim ukazovali, naj pobijajo vse tiste, ki te njihove vizije, te njihove utopije, družbene utopije niso bili pripravljeni sprejeti. Pol ta zgodba pri Kocbeku se konča tako, ne, oni sicer tega, ki ga bi mogel likvidirati, obstreli, vendar ga ne umori, njega pa piči kača. Ne? In Kocbek tu aludira na rajski problem, na Adama in Evo, na kačo, ki je pičila človeka, zato ker je tudi tega pičila kača v smislu, da je sprejel to, da je vendarle ubijal. No, oba preživita, on od kačjega pika, oni od njegovega strela in na koncu nekako Kocbek zato to imenuje, da oba sta imela neko krivdo, ki je pa postala blažena, zato ker sta ostala živa in ker sta se na nek način spravljena živela potem. Ne? Na koncu sta spravljena.
Torej, zdaj, ko ste vi postavili na začetku to vprašanje, imeli smo oligarhijo, ki je drugim določala, kaj morajo narediti. Ne? Moramo vedeti nekaj, da marsikdaj je navadni vojak bil pred dejstvom, da je moral streljati, čeprav je to težko delo, v nasprotnem primeru bi njega ubili. Torej je bil nekako v tem med Požri ali bodi požrt. tako, med nakovalom in pa kladivom. Ne? In zdaj redki imajo to moč v sebi, posebej pa moramo vedeti, to so bili mladi fantje. To so bili stari 18, 19, 20, 21, 22 let. Ne? To je bila vsa vojska v vseh takratnih enotah, ne večinoma, pa recimo tam do 25 let. Ne? To so vse bili mladeniči, ki bi radi živeli, ki so se bali za svoje življenje in ki so potem tudi sprejeli nase to dejstvo, da so pač kdaj tudi streljali in ubijali. Ne. Koliko pol takega človeka to kasneje bremeni ali ne bremeni, glede na to, da to si ni sam izbral, ne, vsekakor je to olajševalna okoliščina za njega. Ne. Ni pa olajševalna okoliščina nobena za tiste, ki so poveljevali temu. Tisti, ki so to poveljevali, ki so to ideologijo širili, ki so od nedolžnih ljudi zahtevali, da so se omadeževali z pobijanjem drugih ljudi, za te pa ni dobene olajševalne okoliščine. Ti so bili dovolj razgledani in pametni in imeli dovolj informacij, da so vedeli, da delajo pravzaprav nekaj, kar ni v skladu z osnovnim čutenjem človeka. Pa to velja za naciste, za fašiste in za komuniste, za vse enako. No, in ti gospodje oziroma tovariši, ki so takrat poveljevali tudi pri teh grozodejstvih, so vedeli, da je treba narodu nekako vsiljevati to ideologijo, večkrat s temi lažmi, in postaviti spomenike. Tako imamo še zdaj spomenike tem praktično zločincem, po vsem tem času, ko je že toliko zgodovine znane. Kako si to razlagate? Kako naj živimo nekako mirno ljudje s tem, ko vemo, da je to ena prevara in laž? Ja, tu imamo mi v Sloveniji velik problem v tem smislu, ker nismo uspeli priti do družbenega soglasja o tem, da so vsi totalitarni sistemi bili do človeka kot človeka in njegovega življenja enako neizprostni, kruti in surovi. Ko bi enkrat to bilo sprejeto, potem bi mi zgodovino presojali iz pozicije žrtev posameznika, to, kar smo pri govoru na gori rekla. Potem bi presojali iz pozicije tistega, ki je bil najbolj ubog. Najbolj ubog je bil v tem primeru navaden vojak. Ne? Ja, on spada v kategorijo ubogih. Ne? In če bi enkrat torej zgodovino presojali iz te pozicije, tisti, ki so najbolj nastradali, bi podoba zgodovine bila popolnoma drugačna. Zdaj pa pazva. Te dni, pred 10 dnevi, bivši predsednik Slovenije, gospod Danilo Türk, izjavi prostodušno na slovenski nacionalni televiziji, da Ukrajina je to vojno izgubila, Rusija je zmagala, torej zgodovino pišejo zmagovalci in agresorji in to je treba vzeti na nek način na znanje. Hvala Bogu je predsednica države rekla, da se s tako realno politiko ne more strinjati.
Tu smo že naleteli na pomembno distinkcijo, na pomembno razlikovanje. Torej, gospa predsednica ima bolj občutljivo vest, kakor bivši gospod predsednik, ki se postavi na pozicijo močnejšega. Ona se postavi na pozicijo šibkejšega. In to je tisto, kar zgodovino zelo bistveno drugače interpretira. Ali se postavimo na pozicijo močnejšega, ki je zaradi mene lahko tudi zgodovinski zmagovalec. Ni pa nujno, da je zmagovalec na dolgi rok, še najmanj pa je nujno, ali pa sploh ne, da bo zmagovalec, kar se tiče njegovega osebnega življenja. To, kar ste vi prej rekla. Vsi zmagovalci, te vrste zmagovalci, so bolj ali manj svoje življenje končali na zelo tragičen, čuden način. Vemo, da veliko likvidatorjev, slovenskih likvidatorjev, ki so pobijali ljudi, so samomore delali, ker pač niso mogli več s tem bremenom živeti in tako naprej. Ja, če to ni dovolj jasno znamenje, da se zapoved ne ubije, mora spoštovati, pol jaz ne vem, kaj še naj se zgodi in kaj, s čim še lahko ljudem kaj dopoveš. Ne? Če jim to ni dovolj trdni razlog, potem tu lahko samo dvigneš roke pa rečeš, gospod, pusti jim, očitno ne vejo, kaj delajo. Prej ste rekli, da človek nekako trenira svojo vest, da je dovolj tenkočutna, da sliši tudi najtišji glas, tako pravijo, da je glas Boga najtišji glas v naši vesti. Imamo pa tudi ljudi, ki očitno so to vest tako zakopali, da je ne slišijo, ampak jaz sem prepričana, da če ne prej zadnjo uro bo ta vest nekako potrkala na njihov razum in srce. No, vidite, tu smo pa zdaj pri nečem, s česa se marsikdo velikokrat ponorčuje iz naših vic. Ne? Naše vice so vmesni prostor med odrešitvijo in pogubitvijo. In ta vmesni prostor, ne, tako pri Danteju, kakor v katoliški teologiji, je šansa, nad katero nimamo več oblasti in moči. Mi, ki smo živimo v tem svetu, ampak tam se pač bo ta Bog, pa vsak posameznik morala zmeniti, kakšna bo pot posameznika v eno ali drugo smer. Ja. In to je kraj Božjega usmiljenja. Ja. Kaj pa, ko smo recimo pred kakšnimi življenjskimi odločitvami? V knjigi pišete, da se odločamo za recimo sozakonca, za samski stan, redovništvo, kakorkoli že. Ali se vam zdi, da še danes sprejemamo take odločitve ali živimo kar tako bolj v en dan kot ne? Ja, bojim se, da te odločitve niso dovolj tehtne in premišljene. In tudi neka druga stvar še tu nastopi. Okoliščine, v katerih danes mladi ljudje sprejemajo tako rekoč odločitev za vse življenje, so pomembno drugačne, kot so bile v preteklosti. Zato, ker je doba dozorevanja mladega človeka se premaknila v 30. leta življenja. In če pomisliva, preko sva govorila o teh vojakih, ki so bili stari 16, 17, 18 let, oni so bili zaradi krute zgodovinske situacije prisiljeni, da so morali dozoreti kot otroci, tako rekoč, kot pozni najstniki. Ne? Danes je to obdobje veliko daljše. Ne? In zato, ker je veliko daljše, je v tem obdobju veliko več
takega in drugačnega eksperimentiranja, po eni strani, po drugi strani pa nesposobnosti, da bi se ljudje za neko stvar odločili tako, da rečejo, aha, jaz imam tebe tako rad, da sem pripravljen s tabo iti do konca v svojem življenju, ali tudi priti do spoznanja, mene Bog kliče v neko drugo obliko življenja. Ne? Vidimo recimo, kdaj se zgodijo razporoke in kdaj tudi recimo duhovniki zapuščajo duhovniški stan ali redovnice, ko pridejo v srednja krizna leta, ko je treba še enkrat na nek način nazaj pomisliti in premisliti svojo pot in takrat ugotovijo, da so morda, ko so delali svojo življenjsko odločitev, naredili to odločitev tudi na nekih zelo šibkih ali pa ne ta pravih temeljih in ne morejo s tem več živeti naprej in zato naredijo pač tudi v tistem obdobju neko drugačno odločitev. To so vse stvari, ki bi jih jaz postavil v načelo, ki sem ga tudi v tem 4. poglavju posebej razvil, pa za katerega mislim, da še v cerkvi ni dobilo dovolj domovinske pravice, čeprav je recimo že papež Janez Pavel II o tem načelu govoril, to je načelo stopnjevitosti ali gradualnosti. Tudi ko gre za naš duhovni razvoj, ko gre za naša spoznanja in ko gre za izpolnjevanje nekih pravil, norm in tako naprej, moramo upoštevati človekov razvoj, stopnjevanje tega razvoja, ki se dogaja seveda skozi pozitivne in negativne izkušnje, ki jih imajo ljudje. In zato je tu vprašanje, ne? Koliko je smiselno prezgodaj sklepati zakonsko zvezo, koliko je smisel prezgodaj posvetiti ljudi v duhovnike. Redovniki imajo tu eno rezervo, ne? Ali pa en postopek, ki se mi zdi veliko bolj spremljiv, ki bi moral biti morda uveljavljen danes na vseh nivojih. Ne? Imajo začasne zaobljube, recimo tega, da bodoči zakonski imajo fazo zaroke in potem imajo dokončne zaobljube, večne zaobljube, ki se zgodijo po, mislim, da približno 7 letih, ne, redovniškega življenja po začasnih zaobljubah. Torej, vidimo, da cerkev je bila tu zelo modra, kar se tiče redovniškega življenja. Izkušnja v redovniškem življenju je taka, da ne moreš ti od 20-letnika zahtevati, da se za celo življenje zaveže, da bo v tisti redovni skupnosti služil Bogu. Zakaj bolj to zahtevamo od 2 naspol najstnikov, ki se bi rada poročila cerkveno? Ja. Ne? To je recimo vprašanje, ki jaz mislim, da ga bo morala cerkev temeljito razmisliti, tej stopnjevitosti postopkov, kdaj komu kakšno stvar dati na poti do končne odločitve. Ja, vemo, da število ločitev zelo narašča in da so največji reveži pri tem seveda otroci, oni najkrajšo potegnejo, pa tako, še ena statistika kaže, da otroci ločenih staršev v 80% to ponovijo, kar je grozljivo na dolgi rok, ne, družina seveda je že tako prizadeta. Ja, ker te modeli se prenašajo. Tako, ja. Ampak cerkev potem pa tudi nekaterim parom omogoči cerkveno ločitev, ne, čeprav je rečeno ob sklepanju, kar je Bog združil, tega naj človek ne, ampak potem človek vseeno loči ta dva človeka, pa se mi zdi, ne vem, saj je težko, a ne, če je zakon težak, da je bodisi kakšna alkoholizem, odvisnost in tako naprej, je verjetno potem rešitev za ženo, da gre stran in je tukaj cerkev usmiljena, ki omogoči, ne vem, sklepanje morda novega zakona z nekom drugim. Ja, to je tako imenovana nična zakona. Ja. Vemo, da so se kriteriji za doseganje nična zakona v zadnjih desetletjih pomembno spremenili. Ne? Prej je bil kriterij tako rekoč vezan na biološko uresničitev zakonske zveze oziroma rečva kar na spolno dejanje. Zdaj ni več temu tako. Kar tudi kaže na to, kako se je v cerkvi
spremenila antropologija, pogled na človeka, da ne moremo tako pomembnih odločitev vezati samo na neko biološko naravo in na biološko dejanje, ampak da je človek veliko bolj kompleksno bitje. In tudi vsi vemo, ne, da velikokrat so ljudje postali duhovniki zaradi tega, ker si je mama to želela, in velikokrat so se mladi pari poročili cerkveno, zato ker je babica tako želela. Babicina želja pa mamina želja ni želja tistega konkretnega človeka, in če je to tako, potem bo to prej ali slej propadlo, ker ne more biti drugače. To je ena stvar. Druga stvar, kar se meni zdi danes recimo posebej še pri zakonskih zvezah in pri sklepanju zakonskih zvez, znanje, vedenje, razumevanje zakona kot sakramenta, da se to sklepa pred Bogom, je tako šibko postalo, da sem jaz tu zelo, zelo, bi rekel, previden in bi rekel, vsakemu bi odsvetoval ne hiti s tem, zaradi tega, ker najprej moraš ti vedeti sploh, zakaj pravzaprav pri tem gre, ne? Kaj to pomeni, da bosta vidva pred Bogom sklenila zakonsko zvezo. Jaz časih, ko recimo v spovednici kdo pove kakšne svoje zakonske težave, vprašam, pa vidva z možem ali ženo molita kdaj skupaj? Pa dobim odgovor, ne. Pa si rečem, čakaj, ne to ne rečem tej osebi, ampak sebi rečem, čakaj malo, kam smo mi to pripeljali, da dva, ki sta sklenila zakon pred Bogom, nista sposobna skupaj moliti. Če nista sposobna skupaj moliti, kako bosta potem krščanski zakon živela? Se ne moreš krščanskega zakona živeti, lahko živiš naravni zakon, lahko naravni zakon funkcionira, zato tudi lahko sklenemo zakon med vernim in nevernim. Ampak ne moreš pa živeti sakramentalnega zakona, če nisi niti v stanju skupaj zmoliti. Molitev je med zakoncema ena najbolj intimnih zadev med njima. To je, če je spolno dejanje najbolj intimno dejanje na biološko-čustveni ravni, potem je molitev najbolj intimno dejanje na duhovni ravni. In če smo mi ljudi tako vzgajali, da smo jih prisilili v sklepanje zakonske zveze pred Bogom, nismo jih pa niti to naučili, da je osnovna zadeva te komunikacije, da morajo znati moliti drug z drugim in da se jih to nauči, potem smo tu zgrešili nekaj bistvenega. Kdo je kriv potem tak? Ja, mislim, da je tudi naša vzgoja. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Knjigo dr. Ivan Štuhec sklene na zelo lep način, to se mi zdi res zelo lepo. Na koncu ste dali Oče naš in razlago te molitve. Teh razlag je res zelo veliko, ampak tudi če bodo naši poslušalci knjigo vzeli v roke in jo prebrali, bodo tudi našli nekaj za svoje srce in dušo. Ja, zato ker sem nekako videl, da Oče naš vsebuje vse ključne momente, ki jih mora človek tudi upoštevati pri moralni drži in pri moralnem zavedanju svoje moralnosti. In zato se mi je zdelo nekako zaključiti z razlago Oče naša, neke vrste sinteza, ob kateri si človek reče, to je res Božja molitev. Zato, da jaz sem napisal 500 strani knjige o morali, pa v Oče našo preberem v par stavkih vse to, kar jaz 500 straneh napišem. To sam Bog lahko naredi, še umetna inteligenca ne more.
Doktor Ivan Štuhec, je še kaj takega, kar bi ob predstavitvi te knjige želeli povedati? Seveda časa ni na voljo toliko, da bi lahko povedala vse. Knjigo priporočam v branje, zlasti tistim, ki se mu porajajo kakršnakoli vprašanja povezana z etiko in moralo, ampak kaj bi vi še posebej hoteli poudariti? Jaz bi bodočim bralcem bom rekel tako, dal neko realno vizijo te knjige, da ne bodo presenečeni, ne negativno, ne pozitivno. In sicer, to ni roman, ki ga začneš brati, zato da boš na koncu ugotovil, kako so se zgodbe razvile. To pač ni. Ta knjiga je seveda strokovno in znanstveno narejena. Zato ima marsikdo do nje lahko takoj v začetku določen predsodek ali pa strah. Meni je šlo tudi zato, da razblinim neko napačno podobo o morali, kot da je to samo nekaj, kar moramo in zapovedujemo in predpisujemo. Tega pač v tej knjigi na ta način ne boste našli. Torej, če še nekdo želi ustvariti nek drugačen pogled na moralo, kot je vse splošno nažalost prisoten, potem mu svetujem, da pač prebere to delo. Sicer pa lahko začne od zadaj, lahko začne z Očenašom, lahko začne z drugim poglavjem. In drugo poglavje mislim, da je najmanj zahtevno, ker je tudi bolj poljudno narejeno, ker je biblično poglavje. Potem pa na podlagi tega lahko si rečeš, zdaj pa mi je že nekaj stvari, so mi bolj jasne, pa še dajmo pogledati malo bolj one zahtevne stvari, recimo, ki so. Tako da, ta knjiga ni tako narejena, da moraš začeti na začetku pa končati na koncu. Lahko začneš na koncu pa končaš na začetku. Ja, pa še en vidik ima. Lahko bereš samo to, kar je močno odebeljeno in tisto, kar je malo manj, kar je pa delo umetne inteligence. Pa ne samo to, da je to delo umetne inteligence, ampak to je pripomoček za laičnega bralca, da morda celo gre najprej prebrati povzetek, bo tisti povzetek mu že dal neko orientacijo, kaj se v tistem poglavju skriva, potem pa še bo šel pa bo prebral še enkrat celo poglavje, recimo. Tudi ta pristop je tudi na mesto. Jaz ko sem začel s to umetno inteligenco, sem to dal 2 osebama, da sta to malo prej pogledale. In sta mi obe osebi rekle, ko sta to prebrale, sta rekle, povzetek umetne inteligence mi je v dobršni meri pomagal k temu, da sem veliko lažje razumel celo poglavje. Ja. Pa še nekaj me zanima, ali mislite, da imamo do te morale tak malce zadržan odnos zato, ker smo bili, vsaj moja generacija in ljudje moje starosti, vzgojeni tako, da smo duhovnike še v talarih videvali z žugajočim prstom, pa da smo se jih malce bali, pa da smo bili krivi, preden smo sploh karkoli. Kaj? Ja, jaz mislim, da je problem te vzgoje, katoliške vzgoje, tudi v tem, da se je dalo večji poudarek na neki morali pravil in norm in žuganja in podobe Boga kot policaja, ne pa na tem, da pravzaprav katoliška morala ima za podlago vero in da je ključna vera. To, kar smo mi danes tam na začetku imela debato, kaj so Judje naredili. Judje so obstoječe etične principe vključili v odnos do Boga. In to, kar recimo papež Frančišek v svojem pontifikatu ves čas izredno močno poudarjal, čeprav bi delali krivico predhodnima papežema, da tega nista počela, tudi še nekaterim prej, recimo rečemo od Pavla VI, od Janeza 23 naprej, da je Bog usmiljen. Seveda to ne pomeni, da zdaj lahko Boga izkoriščamo v njegovem usmiljenju, kot si bi lahko nekdo spet neko drugi ekstrem šel. Ampak
zadnja beseda katoliške morale ni sodba in obsodba, ampak zadnja beseda katoliške morale je odpuščanje in usmiljenje. Kdor tega ne sprejme, tisti ne pozna ne Jezusa, ne evangelija, in take nažalost imamo tudi v cerkvi, in ta pogled se celo v cerkvi zadnje čase nekoliko krepi, ki bi radi zopet nazaj naredili Boga za policaja. Bog ni policaj in katoliška morala ni policijski, v vojski se je reklo posetnik, to je neke vrste pravilnik. Ni to, ne? Kdor tako razume, tisti ima seveda napačen pogled na moralo, in eden izmed namenov in ciljev mojega pisanja te knjige je bil tudi, že takoj na začetku problematiziram pojem morala, ampak se potem za njo odločim zaradi tega, ker bi rad tej morali dal neko drugo konotacijo, kot pa je ta, o kateri ste sama govorila, da ste bila deležna. Ja, pa še nekaj bi rada rekla, da je naslovnica izredno lepa. Tukaj je Gora Blagrov, a ne, verjetno Jezus na gori, taka silhueta, da se ne ve, ampak je verjetno lahko je Mojzes na Sinaju, lahko je Jezus na Blagrih, lahko smo mi, ki gremo na goro Tabor. Skratka, moralni teolog na višini. Ne, med nebom in zemljo. Tako. Ja. Najlepša hvala za vse povedano in knjigo priporočam v branje. Srečno. Bogom. Od slike do besede. Od slike do besede. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.